Kljub temu, da se o tem v zadnjih mesecih bolj malo poroča, je ključni problem v Sloveniji še vedno gospodarska kriza. V nedeljo smo bili obveščeni, da je slovenska vlada najela ponovno za milijardo evrov novega kredita, oziroma izdala obveznice, s katerimi se Slovenija zadolžuje za novo milijardo evrov. Hkrati smo bili obveščeni, da je to že 6. milijarda, ki je bila najeta od lanskega januarja, kar seveda pomeni, da je Slovenija bistveno poslabšala svoj položaj, ki ga je imela še konec leta 2008, ko smo bili druga najmanj zadolžena država v evroobmočju. Prav tako smo pred nekaj dnevi slišali nove večje številke o brezposelnih v Sloveniji, ki kažejo, da se trend brezposelnosti povečuje. Hkrati pa smo, mislim, da prvič, odkar je nastopila gospodarska kriza, soočeni tudi z napovedmi o velikem številu stečajev samostojnih podjetnikov, kar je rezultat nelikvidnosti v velikem delu slovenskega gospodarstva. Dejstva, da opravljena dela in storitve že mesece, ponekod leta niso bila plačena. Seveda tudi dejstva, da v nekaterih gospodarskih panogah enostavno ni naročil, ali pa tega, da podjetja, ki ne dobijo plačila za svoje delo, niso sposobna več sprejemati novih naročil. Nelikvidnost je torej kljub temu enormnemu zadolževanju še vedno zelo velik problem slovenskega gospodarstva in treba se je vprašati, kam ta denar, ki si ga sposojamo, dejansko gre. Kot veste, je naša poslanska skupina v začetku leta predlagala tretji paket protikriznih ukrepov. V njem je bilo več kot 70 zelo konkretnih ukrepov za izhod iz gospodarske krize. Državni zbor tega paketa ni zavrnil, ampak je naročil vladi, naj te predloge prouči. Zaenkrat vlada tega priporočila državnega zbora še ni realizirala. Spremljali smo vse seje vlade doslej in še nikoli vlada na dnevnem redu ni imela tega tretjega paketa ukrepov. In to kljub temu, da so nekateri ukrepi, ki so bili predlagani, takšni, da bi se pravzaprav morali že izvajati. Tudi iz izhodne strategije, ki jo je nekaj tednov zatem predlagala sama vlada, se zaenkrat ni uresničilo še nič. Ta strategija ni dala še prav nobenega rezultata. Tudi ta famozni vladni semafor, ki ga je najavil predsednik vlade, je še vedno rdeč. Poleg tega pa na njem ni praktično večine potrebnih ukrepov, ki so potrebni v realnem času, v teh mesecih, ki bi jih že morali izvajati in ki bi izboljšali položaj slovenskega gospodarstva. Od napovedi, ki smo jih bili deležni iz te tako imenovane vladne izhodne strategije, je opaziti določeno dinamiko samo v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Tam se nekaj dogaja, vendar pa nekaterih ključnih zakonov, ki so bili najavljeni tudi na tem področju, zaenkrat še vedno ni. Kot že rečeno, je po številnih obiskih, ki smo jih imeli v letošnjem letu v manjših, večjih, tudi nekaterih največjih slovenskih podjetjih, jasno, da je ključen problem te faze gospodarske krize nelikvidnost, denarja enostavno ni. Hkrati pa se pojavljajo informacije, da naj bi državne banke kreditirale nekatere naložbe, ki zagotovo niso ključnega pomena za izhod iz gospodarske krize. Ena od teh najav govori o tem, da naj bi konzorcij bank, v katerem sodelujejo tudi državne banke, pravzaprav z največjimi deleži, je kreditiral tudi izgradnjo športnega stadiona v Ljubljani. Ljubljana zagotovo potrebuje ta športni objekt, vendar pa ga je po ocenah, ki so bili narejene v preteklosti, možno v ugodnih razmerah sfinancirati pretežno z javno-zasebnim partnerstvom, pretežno z zasebnim kapitalom. Seveda v realnih okvirih. Pred kratkim smo videli v dnevnem tisku primerjave med ceno podobnih objektov v nekaterih evropskih državah in ceno
ki je bila gradbena cena tega športnega objekta v Ljubljani, gre za 200 milijonov evrov, v tem trenutku je to daleč največja gradbena investicija v državi. In v nasprotju z napovedmi, da bo to več ali manj komercialni objekt, bi naj konzorcij bank, ker ne bi imela Nova Ljubljanska banka kot največja državna banka, 50 milijonski delež, financiral to izgradnjo. Gre za velikanska sredstva za izgradnjo nekega objekta, ki zagotovo ni ključen za izhod iz gospodarske krize. Ta stadion ne bo dal kakšnega velikega števila novih delovnih mest, hkrati pa se očitno gradi s tem, da se drastično kršijo delovne pa tudi človekove pravice zaposlenih, delavcev v gradbenih podjetjih, ki tam delajo, kar zagotovo pravni državi Sloveniji ni v čast. In kot že rečeno, ne bi se vse to zdaj podprlo še z denarjem, za katerega bodo garantirali slovenski davkoplačevalci. No, se zdi ta poteza nesprejemljiva. V času, ko na stotine slovenskih podjetij za manj čaka na odobritev likvidnostnih sredstev po slovenskih državnih bankah, je dejansko kriminal, da se 50 milijonov evrov nameni za izgradnjo športnega objekta. Če se je to dejansko zgodilo, bo Slovenska demokratska stranka zahtevala o tem razpravo v državnem zboru, ker je tukaj očitno za odgovor na vprašanje, kam gre denar, ki ga jemljemo na račun prihodnjih generacij. Ob tem ni odveč spomnim, da te iste banke, ki naj bi kreditirale ta objekt, zahtevajo od države oziroma od davkoplačevalcev dokapitalizacijo, ob tem, da ne servisirajo slovenskega gospodarstva.